Da so se šla malo potapljati tamle proti prehodu, ko so prišla do rdečega oznake tamle, no je pa tok dobut, ker so kome še nazaj prišla, ki gre očitno čez vhod zdaj ven. Se tukaj piše tako običajno, da je outbound, se pravi, da gre voda ven. Mant nisva najdla, jih ni bilo videti, mogle biti zjutraj, ponovadi so zjutraj. Da so šla na tale moto malo pogledati, da vidimo, kaj je tukaj. Pogreva pa nazaj na jadrnico. Jutri je pa še bolj veter napovedan, je pa do 30 vozlo sunki, tako da jutri ne bova šla še naprej. Največ psov tukaj na tem Maupitiju je navadnih naših kopenskih psov, morskih nismo še videli. Je pa polno lajejo, grejo pa nazaj. Ker se skozi okoli najo, pa se derejo. Vidite, bo zdaj počas sončni zahod in bo konec dneva. Se danes je kar veliko naredila. Danes so bila na vrhu tistele gore. Šla še malo na ta del otoka, kjer je vhod. Tamle je vhod noter, se kakšno malo delajo, običajen tok. Tale, zdaj kaj ribolovi. Poti! Poti, ja. Krasna. Pomej maske noči, poti pomeni krasna. Krasna? Normalno, tle se malo sprehajava. Veliko dneva itak ni ostalo, tako da. Evo, tukaj le gor. Temeljni so že, tle gor sem hiško lepo gor postaviš. Tukaj imamo še kokose na dosegu roke. Ta otok Moto, no, je poln teh hišk, kočic, tudi polno psov, ni pa niti enega človeka nikjer, vse je zaprto, tako da ne vem. Glavno ni nobenega, zdaj gremo pa počasno nazaj na jadrnico. Smo na otoku Maupitiju, evo tole je odlagališče smeti. Takole jih odnaša potem naprej tle v morje. Po drugi strani imajo pa posod, kako reciklirajo, se pravi ločujejo odpadke, pa jih pa itak tle pelejo na en kup in jih ta tle malo povoz. Evo, vsega je. Tako da mazanje oči je to. Kao recikliraš pa v isto jamo peleš vse iste odpadke, pa jih skupaj zakopeš. Danes greva pa na ta del otoka, se pa ne bova nič na hrib uspela, da vidimo, kaj je še tukaj. Tam na koncu otoka so eni resorti, pa mogoče se da na motu prideti peš čez. Tukaj se nazaj vidi lepo pogled na laguno, pa plovila, ki smo zdaj tam zasidrana. Danes kar piha, ne da tamle na sidru, ker smo, imamo do 30 vozlo sunke, imamo pa polne akumulatorje. Celice, kako? V hrib? Ne, hvala. Zdajle pa ne. Do 4 mora biti nazaj, pride do Dingija, kjer je črpalka, da bo zapravila še to neki bankovcev, ki jih imava. Za benzin, kruha itak nimajo, nič nimajo, tako da bo za benzin zapravila, ker potem nimamo kje razmeniti. V glavnem ful piha, celic vetrni generator je po noči tako delal, da so imela 14 voltov skozi akumulatorje, tako da nas kaj sonce celice sploh ne polnejo, ali pa samo minimalno, tako da elektrike je dost.
Zdaj bi bil čas za izkoristiti to, da bi jaz kakšne vloge delal, računalnik, filov, ampak morajo iti tudi malo po terenu, če ćemo da sploh kaj vidva, pa še za vas malo posnemem. Podobne so tudi živali kot ljudje tukaj. Tudi ljudje tako da sem počivajo. Opazili smo, da so vsi tako nadhranjeni, so vsi obilni. V bistvu nič ne delajo na teh otokih. To je to. Samo tukaj so. Tale avto je zanimiv, ne? Zad je pa kar malo lesen. Kaj sva našla? Privezanega črnega prašiča. Se tudi premakne, ne? Morski prašič, ja. Evo ga. Na plaži je, poj morski. Evo, kušen je. O, zdaj se je dvignil. Opa, se bo dvignil. O, se je. Si priden? Ja, priden, ja. Daj ga. Je. Še ni tako debel, se je lahko ustal. Si zbudil? O, malo zazehal takole, ja. Kak je da je? So doma tamle. Gor pa noč prišel, ne? Ja. Nič, lepo vodi. Jeva medva naprej, se polo glasimo, ko bomo šla nazaj. Boš ti tudi ti oko tako na Hiva Oa. Nekaj ima za noge privezan, sploh ne more premikati. Si zavil. Žejen je očitno, nima nič. Nič, greva medva naprej. Adio! Tukaj gor so bilo včeraj. Danes pa malo nižje. Banane, pampelmusi. Evo koliko jih je. Ne rabi se veliko dvigant, pa je pred ful lepo. Lep pogled na laguno. Tale del ima je pa lepo urejen. Evo, tukaj pred mano so pa limete, limone. Tole mora tudi malo nabrati. Tale del je pa res rajski, zelo lep. Ti je všeč, ne? Cel malo piti všeč. Cel malo piti ti je všeč, meni tudi. Greva dol pogledati. Ima lepo klopco. Kakšna klopca? Šla pa na Brač. Tukaj le čez se da pa peš prideti na ta motu, ni tu globoka voda. Pa da vidimo, kaj je ratalo. Spusti. Ni najboljške, ni najbolj gladko, ampak evo, sailing timi me malo pitijo. Hodva po laguni, dolga je. Voda zgleda čista. Ko pa ena uživa, je luštno. Voda je mrzla, ne? Piha. Ni? Ne vem, kako se bom na Jadran navadila, pa nazaj.
desen. Tudi jaz ne vem. Bomo mogli kar tle ostati očitno. Več tale je, kar je na tem otoku, neki turistov, tale je par penzionov. Ampak govorimo o mogoče 10-20 turistih, ne več. Tako da, še dobro, da obstaja Bora, da so vsi tam, da ni tukaj skoraj nobenega. Več bilo tale že polno hišk, na koli, restauracije, trgovine in pa cene. Potem rabiš pa vodiča in za tamle na hrib. In boje so plačljive. Ja. Čez 10 let res vprašanje. Zaenkrat je tako, Maupiti je top lokacija. Za nas je igralce, ker je res lepo, pa brez turistov. Ajde. Spet smo našla prašiče, evo, tole je en velik rjev, tam je en bel, manjši. O, se bo dvignil, lega. Tale pa ni. Ni zmožen več. Hej, pujs! Hej! Kaj je ti? Kaj je? Mama je stalo še za 2000 frankov denarja, tako da sva natočila tukaj, kolikor je benzina, tako da zdaj sva brez enega franka in lahko zapustiva francosko Polinezijo. Ampak to ne bo še danes. Bomo videla, jutri po jutrišnjem, pač enkrat ta teden odplujemo. Evo ti ga. Skat. Danes sva šla pa še na tale moto malo pogledati, ker jutri bova odplula. Danes še Watermaker užgeva, jutri zjutraj pa nadaljujeva naprej. Samo na to stran motoja, evo ti, koliko piha znotraj tega, se že valovi delajo, je ful tok. Tako da bova šla potem tamle tavhat, ampak skupaj z gumenjakom, ker je tak tok, da te nese, da v bistvu driftaš potem z gumenjakom skupaj. Gre tam na en samotni otok. Šla pa dva soseda iz rumenega katamarana, kjer že ne 2 dni non-stop kajtajo tukaj. Tako da bo ta kajtala. Veter je ugoden, sunki so tam do 30 vozila, tako da ima ta vetra več kot dovolj. Tukaj pa zavetje, napihaneč, lepo. Je tudi neka restauracija očitno. Na tem otoku Maupiti je pa res kar nekaj teh pujsov imajo, evo tega kakšen tle leži v mivki na pesku. Vse to je pozitivno, se pravi, da imajo vsaj nekaj mesa, ker na drugih otokih nič ne gojijo, nič živali nimajo. Tle sta še 2 psa. Evo, Natalija. Tukaj pa neka restauracija. Ta črna lisa, evo, je pa morski bič. Tukaj je polno, kjer vidiš neko črno liso, je to ta bič. Tam naprej tudi, takole s prostim očesom vidiš, evo ti in rep od zadaj. So kar veliki, tam kakšnega metra imajo primer. Jaz sem malo po tem otoku sprehodila zdaj, mogoče greva tam do vhoda pogledati, oziroma izhoda, kako izgleda. To je to za danes plan. Nekaj ljudi je tukaj, ne veliko, ampak nekaj malega pa. Pogled je pa fenomenalen, tudi tiste gore, kot ste že videli. Da vidimo, kakšen je tok tukaj v sredini. Evo, čist na 1 meter od roba. Zdaj imamo še enega morskega psa, pa morsko mačko. Drugače tukaj naj bo tudi mante. Mislim, da jim je tale stric nekaj hrane tam ne dal, zato pa sta tukaj. In prijeta čisto plitno.
po moje, ker jih hran. Evo, jaz stojim zdaj tukaj v vodi. Mogoče se mi bo približal. Drugače znajo biti pa zelo, zelo hitri. To je tudi ena hiška, en penzion. Se izgleda prazen trenutno, ampak lepo pomolček, kaj češ lepšega, pa čoven. Tole pa je zanimivo, evo, na vrh gor imaš sobco, tam spredaj malo terase, spodaj pa čoven dvigen. Top, super, to mi je pa všeč, ful dobra ideja. To je zdaj vhod v atol, kot vidite so veliki valovi, ki se tam razbijajo. Vidimo pa še to, da je kontratok, sprav tukaj gre ven, tam valovi prihajajo nasproti, pa vidimo, da je samo nekaj 10 metrov širok prehod, tako da ni za napake delati, moraš kar lepo iti. Poln gas, da prideš ven, potem pa odpreš jadra in odjadraš, kamor želiš. Bom približal, kolikor se pač da, se še lepo vidi. Kot vidite, so ogromni valovi. Seveda tle malo po grebenu so še večji, ki se dvigne voda. Tu so nekaj metrski. Če te tole dobi, te samo odnese na suho in razbije. Malo tukaj sprehodva. Vidite, tu je zdaj zunanji del Bumija. Ni šans, da plavaš tukaj, glejte ta tok. Je gledati, če bo kakšnega morskega psa videl. Bazenčki, v tega greš lahko tle mirno. Pa tukaj neki gremi, to je na luknjo. Kakšni valovi. Zunaj naj bi bili po podatkih 2,3 metra veliki. Se pravi, tu je to, kot tle v sredi. Se pravi, kakšni so šele potem ti, težko ocenim. Se vidi to? To, če se vidi? Ja, sočno otek. Kot dere. Prav dere, ko na Soči. Tok pa je tok. Piše tle pač v določenih navodilih, gajdih, da naj bi bil tok za ven lahko tudi do 9 vozlov. Se pravi, če prideš v tako, da bi šel rad noter, ni šans. Nekaj ugoden veter danes, tako da jutro odplujeva zjutraj. Upam, da brez težav. Skrbim, da sem malo ta prehod, ampak mislim, da bo šlo. Da se še kak sprehajava po tem motuju. Tule so tudi neki bungalovi hiške tukaj. Italija, tam prihajajo, čakam. V bistvu tukaj ne neha nikoli bobnet tele valovi, ki se razbijajo na grebenu. V daljavi tam se vidi naravnost Bora Bora, vendar je zelo slaba vidljivost. Miran Tepeš je v eni od svojih knjig napisal, da je točno tukaj na Maupitiju najdel morskega psa na obali. No, jaz sem ga najdel pa tudi morskega psa. Tudi smo v morju, samo ima 4 noge. Maupiti piše, Maupiti. Res je lepo. Ni tako vroče, zga skozi piha. Bi kar imel jaz tale en vikend.